A si bila kdaj na kakšnem radiju? A si imela kakšne Ne, take? ne, nikoli. Enkrat mi edini en profesor z GRTF-ja to probal naučiti, ker mislim, da sem pred drugi nosečnosti, ker je bil tako velik, ker je bilo toliko vode, mi je prepono gor pritisnilo in pa sem začela čez nos govoriti. In potem je meni v glavu to ful na glas. Ja. Ljudje In pa pa ne si ti na sliš- glas govorila? Jaz ne, v glavi je na glas, v bistvu je pa potih. Ne? In je zaradi tega, vem, da po vseh teh zadevah je najbolj fino, da sem takole. Ja. Si ponovadi dajo slušalke, da sebe slišiš, a ne? Ja. A veš, in pol, če greš stran, ti nekako podzavestno veš, ne? Ful hvala, ker si se odzvala temu vabilu. Hvala za povabilo. Ja, prosim. Veš, kaj me zanima na začetku? Zakaj, recimo, jaz sem itak prišel v stik s tabo takrat, ko si bila na lestvici, tej slovenski Forbes lestvici menedžer, ne, kot najbogatejša Slovenka, ne. Ampak sem pol opazil, da nekje sem celo zasledil, da intervjujev ne daješ ali pa da se nisi toliko pojavljala v javnosti potem, ne. Zanima me, zakaj, kakšno je tvoje mišljenje glede tega? Meni so intervjuji, jaz dam rada intervju, tako rada intervju. Če vem, kaj bodo ljudje, če se prej dogovorimo, kaj bodo ljudje dobili od tega. Jaz jih ne rabim zato, da se jaz pojavljam v medijih za svojo lastno reklamo ali pa ne vem, za ego. Ampak če je vsebina taka, da se dogovorimo, to pomeni, to ni tisto, da gremo na intervju zdajle takoj. Koliko denarja imaš, kje ga imaš, kam ga daš. Pa lahko iz konteksta vzamejo. Ne, pa tudi take zadeve, ki ljudem niso pomembne, pa so medijem samo zato, da mogoče, da se lažje prodajajo, meni niso interesantne. Jaz vedno rečem, kaj bodo ljudje lahko dobili od tega, če vložijo čas, da gledajo moj intervju. Poleg tega so pa intervjuji, malo se vsem treba pripraviti na intervju. To ni tisto, da kar gremo. In to zahteva čas. In v preteklosti, ko smo imeli še podjetje, Outfit 7, takrat smo mi res delali ves čas. In ni bilo časa. In potlej, če dobiš pisen intervju za popraviti, včasih je to, rečeš v redu, včasih pa lahko porabiš 8 ur za to, da ga popraviš, da ti je všeč. Predvsem jaz tako malo govorim, matam, pa težko spraviti. Ja, en kontekst boš videl. Jaz sem tudi takšen. Težko spraviti en tak, veš, kontekst, ki ima repa glava, pa da je kratek. Ja, ni pa tako da, je pa po drugi strani pa res, da sem pa jaz tudi introvertna, in da moram biti vedno mali z moje covne obdobja. Ampak rečem, če lahko nekaj dam uporabnega, potlej lahko tudi grem malo ven. Kako pa to zdaj čutiš, kaj je to 1 na 1? V bistvu veva podzavestno, da se snema? Ja, ne, kamera pa to mi ni noben problem. Okay. Ne, meni je bolj ta problem tisto, zakaj, kako, tisto, da greš, vse pa, ker sem tukaj, govorim, to sem jaz, sej ne morem narediti, Zdaj ni več drama, čez pol ure bo še boljš, če bo zavredlo kakšne hude debate filozofske, ampak tako da ni tisto ne, pa tako nekako sem imela eno tako lastno pravilo ali pa lasten dogovor sama s sabo, da imam 1-2 intervjuja na leto. In če imaš 20 povpraševanj, 20 ljudi bi hotel imeti, imaš pa 2 potlej javno mnenje. Zaradi časa si? Ja, zaradi časa. Pa tudi, ko vse v bistvu vedno ene niste stvari govoriš, Saj si ljudje lahko preberejo un intervju iz pred enega meseca. Ja, res je. A je tako, ne? Pa ogromno je ljudi, ki veliko vejo, pa ne, oni imajo še oni delijo svoje izkušnje, pa znanje, pa videnje. Ja, res je. No, v bistvu ful cenim, da si se odzvala. Zdaj, kaj pa ta lestvica revije menedžera, Zdaj, večina ljudi, po mojem mainstream populacije, te bo poznal po tem, Tisti, ki niso v podjetniških krogih ali pa v IT krogih, odprej, so te spoznali takrat, Ker to je v Sloveniji zelo taka, ne vem, kako bi rekel, denar je zelo taka pomembna stvar v Sloveniji. Ja, za uspeh. Uspešen si, če imaš denar. Jaz se s tem ne strinjam, da si uspešen. Seveda si uspešen tudi, če imaš denar, ampak to je samo en pogled uspeha. Jaz mislim, da uspešen je recimo lahko en kirurg, ki dela fenomenalne operacije in rešuje življenja. Uspešna je neka učiteljica, recimo, ki dobi otroke z raznimi potrebami, pa uskladi vse, da se vsi naučijo, da lahko delajo med sabo. Pa ena učiteljica v šoli državni nikoli ne bo imela veliko denarja, pa je lahko zelo uspešna. In te zadeve se po mojem premalo izpostavljajo. Ampak to je ta kapitalizem, pa to potrošništvo, samo denar, dober si, če imaš denar, dajmo se vsi boriti, da bomo imeli denar.
Vsem pa ne cenimo teh ljudi v tem smislu, da jih spoštujemo. V Sloveniji tako občutek imam, da se dol jih tlači, uspešne. V tem smislu. Misliš v nedenarnem smislu uspešne? Ne. Mislim, tiste, ki niso uspešni v denarju. Ne, v denarju ljudje na njih gledajo, ne bom rekel zaničevalno, ampak tako z negativnim to očmi, pa to je pa taka slovenska mentaliteta. To. Da v bistvu, da si kradu, da si tajkun, da to ne moreš zaslužiti s poštenim delom, pa take stvari. To so pa taka prepričanja, vzorci slovenski, kolektivni, ne? Kako pa gledaš pol ti, ki si bila uvrščena na to lestvico, pa se je verjetno začel ful govoriti o tebi, ne? Ja. A si to gledala pozitivno ali negativno, to, da si bila na lestvici? Ali bi raje videla, da ne bi bila? Jaz bi raje videla, da ne bi bila. Aha, okay. Ja, meni to ni bilo noben tak osebni dosežek, da sem na lestvici v Sloveniji, sploh ne. Jaz bi veliko naredila, da ne bi bila. Ampak tako, mogoče je to neka šansa, da s svojim imenom nekaj lahko narediš, ne? Da sem bolj uspešna. Ne, da si bolj uspešna, da delaš nek impact, a ne? Ker če te ljudje poznajo, lažji predavanja imaš. To se pa strinjam, z tega vidika pa. Sorry, to sem iskal. Ja, z tega vidika pa, to se pa strinjam, če želiš pa nekaj sporočiti, pa dejansko te ljudje poslušajo, ampak to hočem reči, lahko bi poslušali tudi te učiteljice uspešne, lahko bi poslušali tudi te kirurge, pa ne vem, šefe, razumeš, kaj hočem, recimo tebe. A veš, v tem smislu, bolj bi mogli izpostavljati vsebino, ne pa samo gledati na to v bistvu na zaslužek, ki ga mediji tudi se mi zdi, imajo ta glavni cilj zaslužek, pa branost, pa tako naprej. No, na kvaliteto. Nekaj se bo klej zgodil, ne? Nekdo bo videl, Klajman je imel izologin, wow, ne, ful zanimivo, ne? Mogoče zaradi tega kliknu in ti imaš zdaj priložnost to sporočilo temu dati, ne? Ka gleda v bistvu na uspeh na ta način. Ja, ti pa bodo mogoče še kaj drugega pogledali, ker bodo videli, da imaš dobro vsebino. Ja. V tem bojo danes probala govoriti. Se strinjam, to se popolnoma strinjam. Z tega vidika je pa vse lepo. Sorry, da gremo malo še na denarju ostati. To je čist na začetku. Okay. Neenakost v svetu. Ne? Ja. Se pravi, globalno se neenakost znižuje, ne? Zgodovinsko. V državah, znotraj držav, predvsem na zahodu, pa se neenakost viša. Ne, se pravi veča. Kako gledaš ti na ta problem, ker mogoče neka neenakost mora biti, ker nismo vsi enako, nimamo neke predispozicije za biti uspešni v tem smislu. Ne? Tako da neka neenakost vedno bo, če ne moramo na silo zravnati. Ne? Ampak kje je ta meja tega, da je to še nekako sprejemljivo? Ne? A veš? Ker meni recimo ne bi bilo interesu živeti v neki hiši z 3-metrsko ograjo, recimo, ne? Zaradi tega, ker je vse okrog mene, a veš, ker je takšna neenakost. Ne? Ja, kako gledaš na ta problem? V nerazvitih deželah se to ful dogaja, ne? Pa steklo, pa špice, pa tako naprej. Kako jaz gledam na to? Ja, ta problem se mi zdi je večplasten, ne? To je že stvar vzgoje, potem stvar jaz bi rekla tudi osebnega zdravljenja, ne? Ker nekdo, če ni uspešen, ni srečen, vsak želi biti uspešen. Ne bom rekla, da vsak želi imeti veliko denarja, ampak vsak si želi biti uspešen, vsak si želi biti koristen. In nekdo, recimo, ne vem, v Sloveniji še vedno brezdomcev ni veliko, v Ameriki je to grozljivo. Sploh San Francisco, recimo, kam ali pa šotorska. Ja, ker so kar šotori po ulicah. Tisto je grozljivo, ne? Sam sistem je tako nastavljen, potem pa tudi vzgoja, pa mentaliteta. V Ameriki, recimo, mislim, da ima 12% ljudi, ki gre v pokoj za 1 leto privarčevanega denarja za živeti. Pokojnin pa ni tako kot pri nas, ne? Sami si morajo v bistvu. Ja, kaj pa vseh ostalih, se pravi 88%, pa kaj pa po 1 letu? Ampak oni nimajo te mentalitete, tega privzgojenega, da ko začneš služiti, ko greš iz šole, pa začneš služiti, da bi začel si varčevati za tisto. Oni imajo troši. In v bistvu industrija to samo še spodbuja. Pri nas je to vse majčkeno drugače. Tudi se vidi, kako se podjetja štartuje, startupi čisto drugače delujejo, recimo kot v Ameriki in tako naprej. Tako da problem bo, če bo ta mentaliteta prišla k nam, bo pa še hujš
pri nas. A tega misliš ekstremnega potrošništva, pa živeti z dneva v dan, v bistvu na kreditne kartice. Glasam, tole ti bomo popravili. Da te vidim bolj ok, dobro. Super. Tako da problemi so tukaj večplastni in tukaj bi jih moral sistem začeti reševati v bistvu pri majhnih otrocih, ker bo treba v bistvu na drugačen način delovati. Saj nekdo, v bistvu v končni fazi je vsak lahko podjetnik, a je tako, nobenemu ni branjeno. Nimajo pa vseh lastnosti, da bi bili lahko podjetniki. To se pravi, tisti, ki niso podjetniki, morajo iti v službo k nekomu. Zdaj, če je tam fair, če ti fair delaš, se pravi, daš vse od sebe in si fair plačan, takrat do tega ne bi prišlo, to je že ena stvar. Se pa pojavlja in jaz to ne bi pod preprogo dala, na eni strani, da podjetniki, se pravi lastniki, ne plačujejo fair svojih zaposlenih. Po drugi strani pa zaposleni, tudi spet to ne vsi, pa povsod, ampak ne dajo vsega od sebe, takrat, ko so tam. Ker eno pravilo je, lahko rečeš, nikoli me ne moreš toliko malo plačati, kot res lahko malo naredim. Tako da v bistvu vedno je treba gledati na vse zadeve. Tukaj pa pride potem zavest, moralno-etične vrednote na obeh straneh. In zdaj, če nekdo ne želi delati, recimo, da je len ali karkoli, to je to že kot bolezen označujemo, ker v bistvu ljudje si res želimo biti koristni. Jaz sem delala kot prostovoljka, ko sem bila še v Sloveniji, enkrat na teden v centru Korak v Kranju. To je center za otroke, za odrasle v bistvu, po poškodbi glave. To so ali razne nesreče, ali pa kapi, ali karkoli takega. In te ljudje, meni je bilo najbolj hoditi tja zaradi tega, ker sem vsakič, ko sem šla ob 12. v ponedeljek od tam, bila toliko srečna in hvaležna, da lahko delam, ker te ljudje, prva stvar, da bi lahko delali spet, ker spomnili so vse, kako je bilo, ko so bili zdravi, druga stvar, da bi lahko vozili avto in tretja stvar, da bi imeli družino. To se pravi tisto, kar rečemo, ko mi čakam, da grem v penzion. Ja, ker sem utrujen v tem trenutku, pa mogoče rabim en mesec, po 2 mesecih bi mi bilo že dolg čas. Tako da ljudje smo kreativna bitja, delovna bitja in te zadeve, ki se pojavljajo, pomagati bi bilo treba tem ljudem. Pomagati na drug način, kot s tem, da rečeš, v bistvu dam ti denar. Ja, sej potem socialni sistemi pa to nekako podpirajo, ampak to ni rešitev dolgoročna. Tukaj smo nekako... Drugače malo filozofiramo. Jaz tole, mislim, prav v to smer greva, no? Meni je to super. Jaz mislim, da imamo kle problem, ki je strukturni pa na ravni družbe. Se pravi, prej smo omenila tega delodajalca, ki ne plačuje fair. On začne fair plačevati, nek delodajalec ne bo fair plačeval. In ta delodajalec, ki ne bo fair plačeval, ga bo premagal na trgu, ker bo lahko cenejšo storitev ponudil. In kle smo mi potrošniki krivi. Zakaj mi na Amazonu kupujemo? Ker je ful cenej. Potem se pa vse te trgovine male, družinske zapirajo. To nam pa ni všeč. Ampak v bistvu svojimi dejanji spodbujamo to. In smo vsi v nekem takem smo v tem sistemu, ja, kar nam ni všeč. Se strinjam, ampak tukaj spet prideva do moralno-etičnih vrednot pa do zavesti. Posameznika. Ja. Drugače ne gre, kot posameznika. Ja. Sam je tako, vsi smo nekako jeti, to ful je težko. Ja, težko je, ni simpel, zato ker v bistvu evolucija gre naprej in tudi evolucija tega bi mogla iti, pa ni šla. Evolucija na področju tehnologije in tega gre tako, kot mora iti, evolucija zavesti pa ne. In tukaj pride potle potem do teh krešov, ki pa niso sprejemljivi in bomo sami sebe ognobili na ta način. To, kar si omenila tehnologijo, pa kar sem jaz omenila Amazon ali pa kar sva omenila neke delavce, potem imamo tukaj problem še umetne inteligence, ki že itak trend je zadnjih, 20 let, da se v proizvodnji v bistvu vse avtomatizira. Ja. In začel se bo avtomatizirati na storitveni sektor in ljudje, ki nimajo nekih znanj, ki so povezane po mojem mnenju z ljudmi, ja, bodo šle stran, ker bomo lahko zautomatizirali. Točno to. In mi v bistvu drvimo na tirnicah, smo proti eni prihodnosti, ki v bistvu ne vemo, kaj bomo naredili. Če imamo 90, če bomo imeli 70% brezposelnost, ta sistem ne bo funkcioniral. Ne, sigurno ne bo funkcioniral. Sigurno ni bo treba iskati rešitve, a ne s tem, da na drugi strani pa umetna inteligenca pa te zadeve, zakaj pa ne, to je super, to je razvoj. Sam treba poiskati, prekvalificirati te ljudi,
Oziroma, jaz mislim, da v bistvu te socialni stiki, pa druženje, pa recimo, ne vem, jaz tako rečem, pa se nekdo, ki je zdaj mogoče delavec v tovarni, pa ga bo nadomestil robot, bi pa lahko šel na sprehod z enim invalidom. A ne, tega ni. Te ljudje pa, ki so pa odrinjeni na rob zaradi drugih stvari, zaradi v bistvu čist fizičnih nezmožnosti, te pa hlepijo potem. A ne? In denar pa bo, vse bo robot naredil, zaslužil denar, potem pa se lahko to nekako krije. Jaz sem mali idealist v teh zadevah, ampak jaz vidim, da bi se dal, če bi bil interes, bi se dal to narediti. Težava, ki jo jaz vidim, je samo, kdo bo lastnik tega robota. Se pravi, kdo bo lastnik tega kapitala, ki bo ustvaril denar. Ne? Se pravi, ta robot bo v bistvu služil, kot si omenila. Ja. Ampak če je nek podjetnik lastnik večine teh robotov, imamo problem, ker se ne zliva, ok, malo prek davkov, malo mu davkov poberemo temu človeku. No, v bistvu veliko. No, ja, ampak če imamo mi rabimo ta srednji sloj, da ustvarja dodano vrednost. Če srednji sloj, se pravi, to je 60% ljudi, ne bo ustvarjal dodane vrednosti, bo davkov, se ne plačajo večino davka bogati, ne? Ampak večino davka plačajo te srednji sloj. Zaradi mase. Tako, ja, in če te ne bo, imamo ful problem. Ja, se strinjam. Če bo on mogel plačati 99% davka, ostalim bomo spet dali denar, ampak nismo rešili tega, Ja. ker si rekla, notranje motivacije po delu, po biti koristen. Ja. In to se zdaj že po moje kaže v depresiji, anksioznosti, a ne? Ja. Tudi da, no, malo sva morbidna, ne, ampak to so to so problemi, to so resni problemi, ki jih enkrat bo treba se začeti lotevati, ne, začeti jih reševati. Ja, in na 4 leta imamo volitve, nobenemu temu ni interesu reševati tega, seveda. Ker je 4 leta. Premalo. Ja. Takrat, če v 4 letih bi ravno bolečine sprožil, ne bi pa še bilo teh pozitivnih recimo feedbackov. pokojninske reforme, noben noče narediti, ne? Ker ve, da je to samomor politični. Ne? Ja. In potem se odlaga na naslednjo vlado. Ja. In potem smo v nekem takem krču iz več strani. Ja, in krč iz več strani povzroča velik krč na vseh področjih. Če bi se lotil, samo problem je tema, ne, sej v bistvu politike izvolimo ljudje. To se pravi, ko bo pri ljudeh tako zavedanje, to potrebujemo, bodo politiki to delali. Politiki delajo samo tisto, kar hoče ljudje. Se to je bistvo politike. Ljudje izvolijo politike, da delajo tisto, kar ljudje želijo. Mogoče pa ljudje ne vejo, kaj rabijo, oni mislijo, da želijo neki. Trump zgodba v Ameriki. Bring back coal mining jobs. Ja. V bistvu oni mislijo, da hočejo stare službe, v bistvu pa morajo hoteti nekaj drugega. Točno, ampak vsaka sprememba je v bistvu za naš ego pa podzavest threat, strah, pretnja, grožnja. Tudi če jaz vem, da bo dober, ego je tam, sprememba je sprememba, za njega je sprememba nevarnost. Črno-belo nevarnost. Ja. In zaradi tega v bistvu ljudje si ne želijo sprememb. Ne želimo, bom rekla, saj smo si zelo podobni, mogoče kakšni smo vseh malo bolj, kakšni pa malo manj, ampak povprečju si ne želimo sprememb. Saj tako kot je v redu. Je boljš, kakor tisto, ko ne vem. Če vem racionalno, da bo boljš, kaj pa če ne bo, kaj pa če bo slabš. In ne želimo sprememb in si je boljš dati plašnice na oči. V tistem momentu je lažje, na dolgi rok je pa težje. Točno tako, ja. Mogoče greva lahko zdaj v ta altruistične vode, pa filantropija, ker se ti ful ukvarjaš s tem. Zato, ker, opredelila sva tako ene par problemov. Se lahko pa tudi eden izmed največjih, ki je globalno segrevanje, ampak recimo imamo to avtomatizacijo, službe, ljudje niso zadovoljni, anksioznost, depresije. Politika bo zelo težko to rešila, kot so se strinjala. Ja, zdaj pa imamo tukaj posameznike, ki so recimo uspešni v tem monetarnem smislu v družbi. Recimo, lahko sem to jaz, lahko si to ti. Ja. In kako zdaj to zavedanje, da jaz sebe ne grabim več, da imam jaz dovolj. Ti pa samo sta v bistvu vključena v to Bill Gatesovo
kako bi rekel, ne fundacijo, ampak movement, gibanje, kjer sta se zaobljubila, da bosta 50% svojega bogatstva tekom svojega življenja. Ne bomo dali več, samo oni imajo pač tako. Vsaj tam. Ta zaobljuba je do 50%. To se mi zdi ful dobro, pa ful pomembno, sploh zaradi te večanje neenakosti, ker če bi te na vrhu za sebe držali pa grabili več, eni sigurno, bi imeli še večje probleme. Ne? Tako da mogoče lahko tako rešimo kakšne take stvari. Sigurno jih lahko rešimo. Ne? Samo s tem, v bistvu samo s filantropijo jih ne moramo rešiti. Zakaj pa ne? Jaz danes lahko dam recimo, dam primer. Mi v Indiji šolamo nekaj čez 200 otrok, že 7 leto. Lahko bi jih šolali, ne vem, 20,000, ker tam je v bistvu še vedno 7 od 8 žensk nepismenih. Ne? To je grozljivo. Pa bi v parih letih porabili vse, kar imamo. Ampak če se sistem ne spremeni, kaj bo potlej? Čez 100 let jaz bom brez denarja, seveda v njih nekaj tisoč posameznikov bo pri izobrazbi, ampak spremembe pa ni. Se pravi, učinkovitost teh porabljenih. Spremembe je tudi treba delati. A s tem denarjem ni možno delati spremembe, recimo tako strukturno, kot si omenila, ne? Se pravi, verjetno si rekla, gremo na res vzrok, ta prvi vzrok, kaj je, ne da samo posledice. Ja, seveda se da, v bistvu delamo na teh zadevah. Samo se bo treba združiti, pa v bistvu tako je. Se skozi vračam na to osebno rast, zato ker vem, da v bistvu vse izhaja iz tukaj noter. Jaz ne morem tebe prisiliti, da delaš na sebi, da daš svoje bolečine ven, da meditiraš, tako kot sva zdaj mi dva. Ne moreš. Ne morem, jaz nimam pravice, jaz ti lahko pokažem. Potem pa ti sprejmaš ali pa ne. Jaz moram biti s tem zadovoljna. Ja, ne? Rečem, poglej, tole pomaga, če vsak dan spiješ en met in čaj, se boš boljš počutil. Ampak odločitev je na tebi. In zdaj, to je tak začaran krog. Če ti nimaš te zavesti, ne boš pil mletinega čaja, boš rekel, ona blebeča, ona beba, ona ne ve, ne. Pa se v bistvu sebe opravičeš, svoje ravnanje opravičeš na ta način. Ne bom pa rekla, da je vse tako črno. V bistvu se dogajajo spremembe, grejo stvari na boljše. Vse si že sam prej omenil, v svetu so neenakosti manjše, kot so bile. Se pravi, te ekstremne revščine je veliko manj, kot je bilo recimo 20-30 let nazaj. Tako da zadeve grejo samo prepočas. Najbrž se tudi ti strinjaš, da prepočasi. Ja, vedno je prepočas, če nekdo trpi, vedno je dobro, da bi bilo hitreje. Tako da sam s filantropijo tega rešiti ne moramo. Je pa v bistvu s tem, da kot filantrop vlagaš v projekte, ki bi pa sistemsko pomagali to izboljšati. Tako, ko se bo prišla na te naše projekte in tako naprej. Mi v bistvu gledamo, kako bi sistemsko lahko izboljšali situacijo, da v bistvu začnejo ljudje, da vidijo ljudje benefite, da niso prikrajšani in da začnejo delati spremembe. Mogoče gremo lahko na to. Vidva, ti pa samo sta ustanovila fundacijo, Login 5. Mogoče lahko malo o tem poveš, kaj je v bistvu vaša vizija nekako. V bistvu mi, da smo že Outfit 7 ustanovila zato, da bi dobila sredstva, da bi lahko delala na neprofitnih projektih. Zato, ker v tem delu Evrope, ko živimo, je pač težko dobiti neprofitna sredstva. In je rekel, samo potle, da bomo mi to zaslužiti, pa bomo potle lahko sami delali, ker bomo hoteli. To je bil prav plan od takrat. Ja, in mi smo rekli 5 let, prodamo podjetje, pa 2 let earn-out, potem pa earn-outa ni bilo, ampak je bilo 7 let vse skupaj. 7 let in prodala sta Outfit 7 za milijardo, neki kitajski fund. V bistvu, holding. Holding, ja. In potem sta ustanovila to fundacijo, ne? Fundacijo smo že prej ustanovili, že leta 2013, pa smo v bistvu dali že kar delež, svoje deleže, cela družina v fundacijo. In kire težave ste si izbrali? Zdaj, če si na internetu, lahko pogledaš našo spletno stran, ali pa si jo mogoče že pogledal. Seveda sem jo pogledal, bom jo tudi po linku spodaj. The world we want to live in. V bistvu to je to, kar mi želimo. To je to, kar je bila v bistvu naša manifestacija, svet, v katerem želimo živeti. Namen naše fundacije je čista voda, čist zrak, čista zavest. In zdaj ta glavni projekti, ki se jih lotevamo, to projekt izbrati, pa ga začeti delati, to je tudi treba pogledati, v bistvu kakšen impact ima, se pravi, kakšen vpliv bo imel na cel svet. Je to tisto pravo, tako da v bistvu moramo kar gledati, da smo fokusirani, da v bistvu nismo preveč razpršeni, ker si razpršen, razpršiš svojo energijo in potem je spet učinek majčkan.
Tako da v bistvu sta dva taka sklopa. En so projekti, na katerih smo sami zelo aktivni, ta drugo so projekti, ki jih podpiramo. To sta zdaj dva večja na Harvardu, na Harvard University School of Public Health. En je bil že zaključen, smo v bistvu pomagali zaključiti sam študijo 30-letno vpliv prehrane na človeško zdravje. In tisto je bilo zaključeno februarja. 30-letna študija je bila. 30-letna študija je bila na 100,000 ljudeh. Bom po linku tudi to spodaj. Ja. Potem ta druga je pa, ki pa zdaj podpiramo, ki pa je pa projekt se začel lani, je pa v bistvu sustainable, se pravi trajnostna gradnja mest. Pa v bistvu delajo kalkulatorji, kjer bodo državam pomagali pri postavljanju regulativ. Recimo v Indiji so že naredili kalkulator, da če v bistvu $1 vložiš v, bomo rekli, v nek trajnostni način, se pravi materijale ali način izgradnje, privrčuješ $16 na zdravstvo. V Ameriki ta razpon malo manjši, ampak ne s takimi zadevami bodo tudi države potle zainteresirane postavljati regulative, zato ker bo v bistvu obče dobro. Pa vložiti v bistvu denar v to, ne? Če bodo oni videli, res dejansko dobimo 16krat nazaj, ne? 16krat. Točno tako. Tako da to je to, tukaj v bistvu tukaj samo podpiramo projekti in se pač slišimo na vsake tok časa, vidimo, povejo, kako napreduje in tako naprej. Dva projekta, ki jih pa mi peljemo, sta pa v bistvu povezana s hrano. S tem, da eden je kmetijski projekt, ki se dogaja Srbija, Slovenija, pa vključeni so strokovnjaki iz celega sveta. Okay, še zmeraj bolj lokalno, ampak iz celega sveta. Ta drugi je pa čisto raziskovalni projekt, je pa v bistvu brain research, se pravi raziskava možganov, zakaj radi jemo to, kar jemo. Ker ljudje, če bomo kot človeštvo želeli preživeti na zemlji, bomo mogli spremeniti prehrano. Ne glede na moralno-etične vrednote, poglede, karkoli, spremeniti bomo mogli prehrano. Zaradi vpliva na okolje ali vpliva na naše zdravje? Zdravje, ok, to se vsak sam odloči, ali je zdrav ali bolan. Ampak na vpliv na okolje, če bi ljudje na celi zemlji, to kot nas je, jedli tako, kot jemo mi zahodnjaki, se pravi Evropa, Amerika, bi že zdaj rabili 3,5 zemlje, da bi sploh lahko predelali vso hrano. Zemlja sama, pa če bi se v bistvu pravilno prehranjevali in to zdravo, se pravi polno vredno, lahko preživi 21 milijard ljudi. Ampak to pomeni sprememba življenjskih navad. In so spet pri spremembi. Ja, pa seveda, meso je ta največji problem. Ampak imamo tudi, se potem pa rečejo, ja, kaj pa avokado? Tudi avokado je problem. Ampak meso je veliko večji. Ampak tudi avokado je problem in tudi tukaj treba poiskati rešitve. In spet so pri spremembah. Ljudje ne želimo sprememb. In meso je dobro, seveda. Meso je mastno, ima proteine in možgani vriskajo. Ko pojemo en zrezek, vriskajo, ne? Tako kot če pojemo eno čokoladno tortico, mislim, moja na čokoladno tortico. Dopamin, ne? Ja, moja na čokoladno tortico padejo, ne? Na zrezek niso nikoli, tudi ker sem še meso jedla, ampak na čokoladno tortico. In zdaj treba pač ugotoviti, kako možgani funkcionirajo, kako bi lahko s čim drugim, kako bi lahko s kombinacijo nekih sestavin prišel do tega, da bi možgani vriskali. Še bolj vriskali kot pri hamburgerju ali pa pri čokoladni tortici. Pa da je še zdravo zraven in trajnostno za zemljo. A to, kar rečeš vriskal, lahko kaj poveva na hormonski ravni, kaj se dogaja? Ne na hormonski ravni, v bistvu so kar možganska valovanja. Ne vemo še čisto točno, ker tega v bistvu nihče ni raziskoval zares. Mi smo v bistvu prvi. Ko slišim vriskanje, mi je prva asociacija dopamina, ker v sladkorju se sproža. Ja, se je. V bistvu to je čist vezano še nazaj, če gledamo v prazgodovino, ko ljudje niso imeli hrano, tako kot jo imamo mi zdaj, v hladilni greš v trgovino, kupaš. Ni bilo tega balansa. To je nam to tako logično, kot elektrika, ki je tudi ni bilo včasih. Včasih so ljudje mogli iskati hrano, loviti hrano. In takrat, ko so jo dobili, so mogli si zaloge ustvariti. In potem do naslednjič. In zdaj možgani tako delujejo, da je tisto, kar je najbolj hranljivo, kar se najbolj lahko shrani, takrat vriskajo, jaz rečem. Zdaj točno ti ne znam povedati, dopamin, sigurno. Nagrado da organizmu. Da je motiviran to iskati še. Točno to. In zdaj poiska tako hrano, da bodo možgani rekli, to,
pa da bo zdravo, pa trajnostno. To je pa tisto, kar je v bistvu stranski. Hočemo, da je to stranski produkt, da ljudje ne razmišljajo, a je zdravo, za mene je zdravo za zemljo, ampak da v bistvu tako velikrat se pohecamo, pa rečemo, bomo naredili hrano, ki bo imela orgazmične užitke. Tisti bodo vsi hoteli jesti, ne? Da jim bo dejansko všeč, da se odpovedujejo. Točno to, ker potem pa ni problema, ne? Potem pa ni problema z penetracijo. In tukaj je tako, da v bistvu mi razvijamo tehnologijo in bo open source. To pomeni vsak za profitne, za neprofitne namene bo lahko jo uporabil, ko bo pač ready. Zanimivo. To je ta zadeva. Ta druga zadeva pa imamo pa v Srbiji, kmetijski projekt, kjer pa v bistvu želimo pokazati, da se da trajnostno predelovati hrano na velikih površinah, se pravi big scale. Ne to, kar v bistvu doma vrtičkarji, mali kmetje že lahko in so uspešni, mi pa hočemo pokazati, da se da na big scale in v bistvu tudi pripraviti, kot bi rekel, na nek način program oziroma model, ki ga kmetje, ki zdaj na tradicionalen način predelajo, lahko vzamejo. In tukaj poanta je v tem, da gledamo na to, kako bi bil ta mrtvi čas, kjer ni prihodkov, čim manjši, ker ti zemljo zdraviš, ker ti jo moš najprej pozdraviti. Ko ti zemljo zdraviš, takrat ponovadi tam 2-3 leta ni nobenih prihodkov. In tega si kmetje ne morejo privoščiti. Mi si lahko, kmetje, ker imamo pač denar v tem trenutku. Normalni kmetje si pa tega ne morejo. Oni že tako takrat taktizirajo pri nabavi gnojil, semen in tako naprej. To je ena stvar in to bo spet, ta model bo spet open source. Ne? Ta druga stvar, ta druga realnost, ki se je v bistvu ljudje spet malo plašnice dajemo gor, je, da nekje čez 50 let na zemlji ne bo več rodovitne zemlje, če bomo nadaljevali tako, kot nadaljujemo danes. V razvitem svetu, recimo Nemčija, Anglija, bo to že čez 30 let. Zemlja bo mrtva. Ne? Tako da v bistvu eno je pač pridelava zdrave, ekološko pridelane hrane, ki je spet zdrava za človeka in za naravo, druga pa v bistvu sploh ohraniti to, da bo sploh še na zemlji kaj raslo, da ne bo, ne vem, ker drugače lahko sem še v laboratoriji gojimo hrano, ki pa nikoli ne more biti to hranljiva hrana, ki zraste v zemlji na polju. Ja, ta kolektivna morala mi je zelo zanimiva, ne? Ker zadnjič smo se pogovarjali, smo bili v neki restauraciji in smo se pogovarjali o tem, kako se je včasih kadil noter v restauracijah. Ne? Potem smo šli pa še nazaj, kako se je kadil pri zdravniku, pošti, ne? Ja. In mi se danes zgražamo, ko pomislimo, da je zdravnik pred nami kadil, ko smo bili v njegovi ordinaciji. Ne? Isto bo z mesom. No, in potem sem se vprašal, ne, katere stvari so danes takšne, ki se bodo naši otroci ali pa mi kasneje zgražali. Ne? In prva stvar, ki mi je prišla na pamet, je predelava hrane, ampak nisem imel v mislih z vidika vpliva na okolje, ampak z vidika trpinčenja živali. Ne? No, to je pa še en vidik, ki ga sploh nisem omenila. Ki ga sploh nisem omenila, ker tisti je, rečemo, to je spet vzgoja. Pač pri nas je normalno, greš v restauracijo, pa imajo konjski zrezek, pridejo Američani, so zgroženi, mi gremo v Korejo, imaš pasji zrezek, smo zgroženi, kaj jejo psa, ampak v končni fazi žival je živo bitje, kjerkoli, mravlja, krava, pes, mucek. Verjetno so različni nivoji trpljenja z vidika nevrologije, ugibam. Se pravi, mravlja bi jaz ugibil, da manj trpi kot krava. Ja, ampak še vedno ti povzročiš to trpljenje. To je sicer res, ampak z vidika. Ja, možno. Ali pa roža še manj kot trava. Ne? Zato je gibanje, lahko se to obrne na glavo. Ampak z vidika kompleksnosti pain receptorjev. Ne? Možno, čist možno. Torej, mislim, da imamo večjo moralno obvezo do ljudi, potem imamo večjo moralno obvezo do prašičev kot do piščancev, recimo, ne? Zaradi nivoja trpljenja, ne? Ker morala je v bistvu, kaj ti nekomu povzročiš neko bolečino ali pa neko naslabšanje. Ne? Ja, se strinjam, sam tukaj ne bi komentirala, zato ker premalo vemo. Pa... Se jaz tudi ugibam. Ja, jaz tudi. Če bi rekli, kaj moramo prvo rešiti, ne? Se pravi,
prašiči so ful pametni, ful razumit organizem, ne? Mogoče se gremo prvo na to fokusirati, kakor na... Jaz ne bi, zato solato, ker recimo, če pogledamo 10 božjih zapovedi, ki so ne vem koliko že stare, pa ki so v bistvu čisto zdrave, če damo religijo samo na stran, ne ubijaj. Tam ni nič, koga lahko, kdo bolj manj trpi. To so se spet ljudje naredili, da v bistvu sami sebe opravičujemo. Kaj počnemo. Res je. Ampak z vidika evolucije, recimo, lev ubije recimo antilopo, ne? Moralno je to vse v nekem takem naravnem smislu. Ne? Ja, mislim, da ljudje na začetku to je bilo tudi čisto drugače. Je bilo neko spoštovanje, ki so ubijali to na vsake svete čase, če tako rečemo. Vse so pojeli, niso zavrgli. Pa nas je problem, da je tretjino hrane se zavrže. Ja. Že ta del, če bi se samo tega dela lotili, bi že zelo veliko naredili. Kako ste se pa videli, ti najbrž si veganka, ne? Ja, že 25 let. Kako ste se pa odločila za reševanje problemov v zvezi s hrano? Saj ti pravim, ta raziskava možganov, kjer smo rekli v bistvu narediti hrano, ki bo enostavno boljša, ki jo bodo ljudje hoteli jesti, zraven bo pa v bistvu to pokrila. Z ozaveščanjem, pa z izobraževanjem, ja, seveda, saj se mi dva tudi zdaj o tem pogovarjava, ne? Pa bo mogoče komu odprl oči. Ampak prepočasni smo. Za take spremembe so potrebne generacije, 2-3 generacije, da lahko narediš take spremembe. Ne? Čez 2 generacije, ki bodo gledali filme, današnje se bodo pa zgražali. Čeprav gledam zdaj filme, skoraj v hollywoodskih filmih zelo težko vidiš še meso. Ja, ker nekdo je. Ja. A res? Ja. Ker pazijo, da se sploh ne vidi. Tako sem pozorna na to, zaradi tega, ker smo imeli te debate, kako bo to zgleda, to kajenje, ki si prej povedal, pa jedenje mesa nekoč za naslednje generacije, ki bodo gledali filme, ne? V filmih se bo videl. In se že kar, lahko gledaš film, pa ne vidiš več mesa noter. Kako pa gledaš na te umetna mesa, ki so vzgojena v laboratoriju? Jaz sem pred parimi leti, mislim, da podprl eno podjetje, Memphis Meats iz San Francisca je, en startup, ki v bistvu vzgaja ista celica, ne, kot goveje meso, samo da je ta celica vzgojena v laboratoriju in naredijo burger. Ne. Za naravo je to vsekakor dobro. Ne vemo pa, kako je za človeka, ker ni bilo nobenih raziskav. Ja, to je res. Ampak pravijo, da je kao molekula ista, oziroma še manj je teh v bistvu hormonov, ki jih dajejo. Ne rabijo dajati hormonov, ker ni žival živa. Ne. Pa antibiotikov pa vsega. Ampak ja, to je treba sigurno raziskati. Ne vemo, to bo treba pač... To je tudi en path, ne? Gojili meso, mi jemo naprej normalno, ampak je manj vpliva. Ja. Je varianta. A si probala že kakšno tako nadomestek? Ne, jaz ne jem mesa, meni meso sploh ni, tudi prej mi ni bilo okusno kot otrok, ker nisem nikoli prav z veseljem jedla. Kaj pa te veganske variante? Ja, to pa probam, seveda. Zdaj so burgeri ful popularni. Jaz to probam vse, sam meni te zadeve niso všeč, sploh, ker na meso spominjajo. Pa niti zdravi niso prav zelo, ne, te burgeri, vse masno pa tako, ampak še zmeram boljš, rečem, kot pa meso. In... sama pa nisem tako neki navdušenc. Jaz sem, ker se hrane tiče zelo tako, kako se to reče, precej asketsko. No? Aha, simple. Ja. Zelene stvari. Ja. Cool. Ok, altruizem, veš kaj, mogoče lahko greva na kogarkoli bo prijetno o tem govoriti, ali pa kogar boš lahko o tem govorila, ne? Malo bi šel na duhovnost. Ne? Aha, no to mi je lažje, če bi mi začel denar, bi rekla lahko kaj drugega. Ker denar mi je res, denar je umestna valuta. Jaz rečem, denar je umestna valuta. Ja. Nekaj si, vložil si določen del energije. Prvo vprašanje pri duhovnosti imam glede denarja. No sej, če greva z duhovnosti. Kako gledaš na denar kot energijo? Umestna valuta, jaz nekaj naredim, vložim energijo, to je delo fizično, se da zmer tudi džulih recimo. Ne? Naredim delo, zdaj... Če je to krompir, jaz pa želim kupiti avto, bi mogla pelati ne vem koliko prikolic krompirja tja, da bi lahko dobila avto kot proizvajalcu avta. Ne? In zdaj nekdo bi pripeljal tja, kaj to med delavce, to bi bilo zelo kompleksno, no? Zato so vedeli že ne vem koliko 1000 let nazaj denar, ki je v bistvu umestna, jaz rečem samo umestna valuta med vloženim, pa med tistim, kar želiš kupiti. Za izmenjavo dobrin, ne, se pravi, točno da je lažje. Točno to. Izmenjavo dela v bistvu, izmenjavo uslug. Tako. To je nek tak, kapitalizem je, jaz vedno rečem, da je nek tak prisilni altruizem. Ti moraš začeti razmišljati, kaj drugi potrebujejo in jim to omogočati.
In oni ti za to plačajo. Pač, ne? Ja, seveda. Ja, tako, umestna valuta. Okay. Duhovnost, ne? Kaj te pomeni dobro življenje? Ne? In kaj te pomeni duhovnost? Dobro življenje mi pomeni to, da si v tistem trenutku, kjer si dobro počutiš. Tako kot se zdaj lahko tukaj, to je že dobro življenje. In da je takih trenutkov čim več. Takih trenutkov je pa lahko čim več, bolj si, bom rekla, notranje svoboden. Se pravi, več svojih ozorcev, blokad, travm, ki smo jih podedovali in pridobili tekom življenja, očistimo, bolj smo lahko v tem trenutku, bolj smo lahko srečni. Ne? In to je meni življenje in duhovnost, jaz tega niti ne razlikujem, kaj ti je duhovnost. To, ko rečejo, jo, ti si pa toliko duhovna. Mislim, glih toliko, kot ti, sej sva oba dva človeka. Oba dva imava svojo duhovnost. Zdaj, ali jaz pač pogledam, kako se počutim, pa pogledam, če se ne počutim dobro, da sem jaz za to odgovorna in da moram jaz to rešiti, ali krivim druge, če je to duhovnost, pa sem duhovna, ne? Kako pa pucaš te stvari? Ker verjetno, duhovnost, to se strinjam, vsi smo duhovni, ampak na različne načine, z različnimi tehnikami. Ne? Ja, z različnimi tehnikami. Kako se tega pucaš, ne? Da si bolj svoboden notranje? Najprej, poti več, jaz se s duhovnostjo, zdaj če tako rečem, ukvarjam že zelo dolgo. Ker mi je bil to tako ena taka želja, celo v bistvu mogoče sem si želela celo psihologijo študirati, pa sem šla vse na računalništvo, pa sem pa vmes enkrat rekla, bi šla raje psihologijo, pa sem imela že otroka, pa sem rekla, tole je vse en zaključen, da imam poklic, da lahko prispevam v družinski proračun, pa lahko študiram še karkoli. Pa sem pa videla, da v bistvu tudi vse te zadeve, da mogoče prav sam študij, ta uradni študij, ti ne da toliko, kar ti lahko da to raziskovanje, da raziskuješ in potlej uporabiš tisto, kar ti ustreza, kar ti paše, kar vidiš, da najbolj deluje. In metode so različne, oziroma zelo velikih je in tudi vsak mora poiskati svojo. Ne moreš pa preterati, Ni tabletke, ki bi jo pojedel in rekel, jutri bom pa osvobojen notranje. To je proces, ki teče celo življenje. In v bistvu, tako zdaj bom, ker sva bila že prej malo tmurna, pa bom zdaj spet to na tmuren način opisala, ampak te zadeve so v nas in so nam pomagali priti do kjer smo danes. Jaz, če ne bi imela vsega tega v svojem ruzaku, danes ne bi bila to, kar sem. Tako da sem hvaležna. Ampak še vedno me pa to v bistvu je ruzak težek, nositi ga je treba. In pa ko inačimo tudi z greznico. To je pač greznica, ki je treba spucati. In ne moreš cele naenkrat, ampak samo penco, ki pride na vrh. Posnameš penco in potem, ko pride nova, spet posnameš penco in takrat, ko pride pač zadeva ven, takrat je zrela, da se osvobodi. Ne, da ti greš noter, pa kopleš ven. Se ne boš dokopal. Lahko se ukvarjaš sam s tem. Se poznam ljudi, pa sem jaz tudi imela v bistvu take trenutke, zdaj pa dajmo na veliko. Se delaš in potem se ukvarjaš sam s problemi in ne živiš in ne uživaš in ni dobro življenje, ki si ga prej omenil, ker si skozi v nekih kunih konstruktih. Ne, ko pride v zavest, vse takrat, ko zaboli, takrat pride. In takrat v bistvu na to pogledaš bolj lightly in se samo spuca, ne greš noter v to igro. Odvisno kakšen problem je, pa kako globok problem je. Včasih lahko si sama pomagam, včasih rabim terapeuta. Hodiš na terapijo? Mislim, ne hodim na terapijo, ampak imam toliko prijateljev, ki so taki cari, da sam pokličem pa rečem, da jim tukaj le pomagi. Pa niso profesionalni terapeuti, ampak tako. Ne, tudi profesionalni terapeuti so. Tako da, to je dobro imeti take prijatelje. Ja, se strinjam. Pa še, ko te že malo poznajo, pa ki že vidijo, ta pravi terapeuti tako že naprej vidijo, kje je tvoj problem. Sam ti ne reče, ker ne bi pomagali v tistem trenutku, ker ni zrelo. To je tako kot jabček, dokler ni zrel, ga je brez veze trgati, ker ne boš nič dobrega naredil, ne boš naredil dobrega štrudla, ne boš naredil dobrega življenja. Kako pa, videl sem en video, ki si govorila o manifestaciji, lahko te malo govoriva, pa slišal sem, da ste na Outfit Sevnu pogodbe podpisovali na določenih datumih. Zdaj ne vem, je to res? Ja, astrološko. Ok, lahko malo tem. Astrologija. Ja, v bistvu, če simpel pogledava, plima oseka. Zakaj se to dogaja? Zaradi gibanja Lune. Ljudje smo sestavljeni tudi 80% iz vode.
To se pravi, ena sama luna že povzroča pri nas zadeve. Zdaj nekdo bo rekel, ja, tisti luniki, ki jih luna nos, pa to ne, to so neki friki, pa to. Ne, to se dogaja in so še večji planeti, luna je zelo en mehen satelit okrog Zemlje. Je tako. Ostali planeti so še večji in dejansko vplivajo na delovanje, na našo, v bistvu zdaj, če se navežem tako, kot so prej rekli, na naše duhovno počutje oziroma na naše počutje, recimo na koliko smo lahko sfokusirani v nekem trenutku, kjere zadeve pridejo, kjera bremena pridejo ven, ne, v določenih situacijah. Seveda to nam te horoskopi dnevni v časopisu ne povajo. Ne pišejo, se to vsi vemo. Ampak je zabavno včasih prebrati, pa se malo nasmeham, nekaj rečeš, koliko je nekdo kreativen, vse moraš biti kreativen, da to delaš. Ja, to je odprto, da se najdeš noter, da se večina ljudi Ne, pa da že napišeš, to moraš biti kreativen. Ja. To je kreativnost v končni fazi. Zdaj pač, če je to zavajanje, ker nekateri rečejo, ne, zato ker si vsak sam izbira, bo prebral, ne bo prebral, bo verjel, ne bo. Ampak ta prava astrologija, to je veda, ne, v bistvu. To je zelo stara veda in kar se je v bistvu matematiki študirali, ne. In dokler ni bilo teh raznih aplikacij, pa to, ker si lahko že sami danes vse pogledamo zelo na hiter, je to trajalo par ur, da si ti vse kote planetov zračunal, zmeril in pogledal, kako vplivajo. Tako da ja, mi smo imeli v bistvu ne bom rekla zaposleno astrologinjo, zato ker ni bila naša in-house, ampak nam je v bistvu za par mesecev naprej pripravljala za vsak dan astrološke nasvete, ki smo jih upoštevali, ali pa jih tudi nismo. Tudi se je zgodilo, da jih nismo. Ne? Ampak tisti dnevi, ki so bili za pogodbe dobri, smo rekli, če lahko tudi to upoštevamo, zakaj ne? Ne, ni bilo samo zaposlovanje. Tudi zaposlovanje se mogoče malo sliši, ker se je to v Sloveniji tudi dogajalo, pa so ljudje mogli čakati 2 tedna. Ampak če ti nekoga zaposluješ za, ne vem, leta, lahko 2 tedna počakaš s pogodbo. Ne? Tako da, ja, in so ljudje, so sami, jaz sem šla recimo v pravno službo vprašati, ne, zakaj vi to upoštevate. Jaz sem pač poskrbela, da je to bilo, ampak pa sem jih vprašala, zakaj to upoštevate. Pa so rekli, če se lahko izognemo problemom, zakaj ne? Ne pomeni pa izognemo se problemom, če se lahko izognemo. To je samo en tisti potencial, ki je. Ampak jaz sem gledala recimo naše, ne bom rekla konkurente, ker res nikoli nisem se imela zato, da smo imeli kakšne konkurente, ampak recimo podjetja na svetovnem nivoju, ki so izdali aplikacije na isti dan kot mi, pa je bil to recimo edini dobri dan v mesecu ali pa v enem kvartalu, ker tudi aplikacije smo izdali na dobre dneve, ne? Sem gledala podjetja, ki niso tega upoštevali, pa sem rekla, ups, super, dajmo tole pogledati. Twitter je šel na borzo v neugodnem položaju in mi je bil Twitter un benchmark, dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo s Twitterom. Astrologija deluje ali ne, ker če res deluje, potem najbrž Twitterju ne bo šlo dobro. In dejansko je takoj delnica padla, ko je šel na... Koliko pa bi imela ti, ker jaz recimo, jaz sem tako 50-50, ne vem, sem zelo odprt za te stvari, nimam pa zgodovine tega, da bi verjel v tem. Ne? Ampak koliko pa misliš, da je dovolj velik vzorc, da lahko rečeš, nekaj deluje ali pa nekaj ne deluje, ne? A veš, Twitterju se to zgodi, potem gre Alibaba na to? Ne, lahko bi tudi Twitterju šlo dobro, pa bi še vedno bilo astrološko, zato ker to ni tako spet, to je Twitter, to je se pravi tam NXY, pa Merkur je retrograden, a on gre na borzo in bo slabo. Lahko ima vse ostale stvari tako dobro postavljene, da ta planet manj vpliva. Ti moraš poznati, za nazaj astrološko se da vse razložiti. Če greš zdaj k astrologinji, pa se pogovarjaš o svoji preteklosti, ti bo vse pokazalo v karti. Za naprej ti lahko govori samo potencijale. Se pravi, ti imaš potencijal, da boš recimo marca drugo leto uspel. Če ne boš nič naredil, ne boš uspel. Imaš pa večji potencijal, kot če se recimo iste stvari lotiš januarja. In rajš počakaš, nabereš energijo, dobro splaniraš in narediš marca. A veš, v tem smislu bolj gledaš, ne? Ali pa če aplikacijo lahko izdaš ta teden, ali pa drug teden, boljše boš valjda izdal drug teden. Ja, jaz to na to gledam, recimo ena možna razlaga bi bila, pa s tem ni nič narobe, placebo. Ker mi sebe v bistvu, mi verjamemo neki in če to nam pomaga biti v boljšem stanju, bomo dejansko zaradi tega dosegli to, kar drugače ne bi. Ne? In v bistvu sploh ni tako pomembno. To pa itak, ne, zato ker ja, se strinjam, ampak ti boš vedno dobil tisto, kar rabiš v tistem trenutku. Če je to astrologija, če rabiš malo bolj tako, če ne boš lahko imel eno vedeževalko, pa ti bo isto dobro pomagal. Nekdo bo, ne vem, po vremenu se odločil,
se popolnoma strinjam. Ampak tukaj zraven, če se spet navežemo na duhovnost, pridemo tudi do jasno zaznavnih čutov, ki jih imamo vsi ljudje. Nekateri bolj razvite, to so recimo, tako bi rekli, kakšne jasnovidne osebe, nekateri smo manj, pa se lahko tega naučimo. Če gremo na manifestacijo, jaz pri manifestaciji govorim tudi o jasno zaznavnih čutih. To je pač intuicija oziroma jasnoslušnost, jasnovidnost, jasnovednost, jasnočutnost. In so me povabili tudi v kakšno podjetje. In kakšen menedžer je prišel tja malo bolj na prisilo, kot čist po svoji lastni volji. In imam eno vajo jasno zaznavnih čutov. Kar hočem pokazati, da imamo vsi ljudje jasno zaznavne čute. In to ne tisto, da zdaj nekaj gledamo, a ne tako, kot bi mi dva prej, ko sva lahko meditirala, pa rekla, jaz sem videla to klip slapa, ne bi ti rekel, jaz sem isti ga videl. Pa bi ti rekla, wow, ne carja sva. Ne, v bistvu v tem smislu, da delamo na oparih in da pri enem človeku gledaš eno stvar fizično, na njegovem fizičnem telesu, ki je ne veš. Delaš ponavadi z ljudmi, ki jih čim poznaš. In ljudje freak-outajo. Ker recimo mi dva delava, ti ne verjameš v nobene jasno zaznavne čute, mi dva delava, ti bom povedala tak primer, kot je bil. Gospa je bila jaz sem prvi dan v službi, ti si že tam nek menedžer, delava in ti skeniraš moje telo. In vidiš, da je nekaj na moji levi nogi. Jaz imam gor hlače. In potem odpreva oči, si kaj videl, nekaj na levi nogi in jaz dvignem hlačenco in imam celo pošito in šraufi po nogah. Razumeš, takrat ljudje pri takih, to je pa tisto, kar se da skoraj bi rekel zmert. In to 80% ljudi dobi take potrditve in takrat potlej začnejo verjeti, da je mogoče pa še nekaj več, kot v bistvu samo to fizično, kar se da zmert prijeti in tako naprej. S kakšno zanesljivostjo se pa to naredi v tvojih, kako bi rekel, izkušnjah, ko to vajo izvajaš? Je zanesljivo tako, da ti da feedback. A so kdaj v kakšnem laboratoriju to probali stestirati, če slučajno veš? Kaj je to? Ta pojav. Jasno zaznavne čute. Tako, ja. Ker si predstavljam, da bi nekdo Nobelovo nagrado dobil, če bi... Predstavljam si, ne vem, lahko da se motim, pa recimo te, ki imajo te sposobnosti, ni niti v interesu to dokazovati. Pa v bistvu se merijo, vse te zadeve se merijo, tudi na možganih merijo, pa tako naprej. Samo tukaj je, veš kaj, tukaj je problem. Spet ego, pa mental. Vse informacije, jaz imam tako nekako, moja filozofija je taka, vse informacije so v etru, o vsem. Potem jih pa dosežemo ali pa jih ne dosežemo, jih slišimo ali pa jih ne slišimo. To je tisto, idejo sem dobil. Pa tri imajo isti patent, isti patent oziroma neko novost, odkrijejo na različnih koncih sveta. Zato, ker so bili v tistem času, tako jaz rečem po gorensk naštelani, da so ujeli tisto informacijo. In ko ti gledaš s svojimi jasno zaznavnimi čuti, če boš gledal nekaj, kar ne poznaš, boš z veliko večjo verjetnostjo videl pravo. Ker če poznaš, kaj ti zraven ego pa mental šopa ta informacija, ki jih že vesta. In ta ločnica vmes je pa toliko tanka, da nikoli ne veš in to samo z vajo prideš do tega. Razumem, ja. Razumeš, ne? En del mene lahko uniči to zaznavanje. Ja, in to je a veš, to zdaj, ali zdaj to rabiš imeti zmerjeno ali ne, sej ne rabiš, sej ljudje, ki ne uporabljajo tega, ne uporabljajo pač, to je njihova izbira. To je res, ja. Ni pa tako, da zdaj nekateri so nadarjeni in to vidijo, eni pa nismo, pa ne. Vsak se lahko do določene mere nauči, tako kot matematiko, tako kot kolo voziti ali vse. Je pa treba vložiti pač nekaj časa, pa vaje v to. Pa odložiti mogoče kakšne stare vzorce, ki zelo seveda. To je pa ta težji del. Predvsem recimo ljudje, ki so bili zelo rabljeni, psihično in fizično, ki si naredijo blackoute razne in si dajo res v bistvu kar na določene dele možgane, ki bi rekel čist temne pege, tisti imajo največkrat probleme in je res treba to prepozdraviti. Pa tudi te ljudje lahko. Kaj pa manifestacija? Recimo ta trend, ta knjiga, ki je bila The Secret, pa to je bilo, ne vem kaj, je bilo 10 let nazaj, se spomnim, sem bil... Več kot 10, nekaj 12-13 let. To je bilo zelo popularno na Zahodu. Ja. In potem v bistvu s tem, da ti za vizualizacijo in manifestacijo
svojih želja, Ja. ne, dobiš, da ti vesolje pripelje to. Ne. Mislim, vesolje ti ne pripelje, narediti moraš. Ampak če greva brati knjigo, ne, je dobesedno tako. Ne. Zdaj pa me zanima, kako je tvoj pogled na to besedo. Veliko bolj zemeljski. Okay, se to me zanima. Jaz rečem manifestacija najprej v prvi točki in najbolj pomembno je jasno postavljanje ciljev. Tu niso želje, jaz bi imel, ampak jaz imam. Ne? Veš, ti si rekel, jaz bi imel Iza Login tukaj, ti si me videl tukaj najbrž, preden si mi pisal. Je tako. In jasno postavljanje ciljev, tukaj tudi vsi pogrnemo, tudi jaz največkrat. Ne? Ker jaz pa rečem, napiši si cilje. Ne? Najprej vsak tako reče, bi imel to, pa to napiši si. Ne? Avto bi imel, kakšen avto? Ženske rečemo rdečka. Kaj pokvarjenega. Jasno definira cilje. To je ta prva in najbolj pomembna točka. Potem druga točka, strast. A si to res želiš? A je ta energija, ker strast je tista, ki da koliko električna energija, da ta zadeva zafunkcionira. Dober primer je recimo en fant študira faks, pa bomo rekli bolj ali manj neuspešno. Zato, ker enostavno ne vidi neke poante v tem, da ga dela, da ga zaključi, da bo nekaj od tega imel nekoč. Njegova mama pa ima druge poglede na to. Njegova mama si pa blazno želi, da bi imel faks in pritiska na njega. Ne? In ga celo nauči manifestirati in mu reče, zdaj pa ti si zmanifestiri, da boš to naredil, ker pa ti bo, tako kot si ti prej rekel, univerzum to dostavo. Ne? In on napiše in ne zaključi faksa, zato ker ni strasti. Mama ne zaključi faks, ne? Če ga želi imeti. Mora biti strast in to je iskreno, ta iskrena, tega ne moreš pofejkati, tega ne moreš hlinc, smo črmile eno besedo, da nas pofejkati slovensko. In takrat je, in to hočem reči, cilji pa strast, to je ta prva stvar. Potem je pa treba delati akcija. Ne? In če si ti jasno postaviš cilje, boš tudi to pot zelo jasno dobil, kako jo narediti. Ni jo treba na začetku, vedno manifestirati. Tukaj je to razlika med manifestacijo pa med klasičnim recimo delovanjem, kjer ljudje ne upoštevajo, rekla, teh pravil, ki pravila niso. Ne? Ampak ljudje v bistvu reče, zdaj bom kupil avto, kupil si bom ta avto v tej trgovini, vzel bom kredit, odplačeval ga bom 5 let. Ne? Si je naredil pot. Ja, saj bom imel avto, si je zmanifestiral, ampak mogoče je lažja pot. Ne? Mogoče je pot, da on reče, jaz želim pač imeti avto. Potem se pa zgodi, ne vem, sosed ga prodaja, ker si bo kupil novega, pa ga ima pol leta, pa ga prodaja za 30% manj. Pa je pot že 30% krajša. Razumeš? Pustiti odprto zadevo, kako pride do tega cilja. Res je, če sva prej govorila o etru, pa če sva govorila o duhovnosti. Ja, ko ti daš to univerzum dela na tem, da ti to dostavi. Ampak je to metafora ali dobesedno misliš? V bistvu je metafora, zato ker je tudi univerzum metafora. Lahko rečemo temu vir življenja. Nekdo, ki je religiozen, bo rekel Bog. Razumeš, to ti rečem, ne? Je metafora, ampak dejansko energije tečejo v tej smeri. Zato ker si ti kot kreator dal to zahtevo. To je ordnung, to je tako kot v restauraciji. Rečeš eno solato in ti prinesejo eno solato. Če bi tam sedel in ne bi vedel in bi nekaj bi jedel, a ste že se odločili, ne, nisem se še odločil, malo še počakajte, je pa še pol ure, da ne dobiš. Ko pa ti rečeš tole solato, ti prinese tole solato. Kako pa veva, recimo to imam jaz težavo, da v življenju stvari, ki sem jih dobil, si ne bi mogel sam preiskreirati, ker nisem vedel, da so en del mene. Podzavest. Kako veva, kdaj je ego? V bistvu 97% kreira podzavest, 3% kreiramo zavestno. Ne? Tisto, kar rečeš, tole bi nov avto. Ampak recimo, ne vem, nesreča, bolezen, zdaj, če greva samo negativne, sem tudi dobre povedala, ne? Tudi dobre stvari, v bistvu, ne vem, stanovanje, razumeš, kaj ga imaš, oprema, kaj jo imaš, v končni fazi ene zadeve zavestno, ene nezavedno. In zdaj pa nezavedne je pa problem to, kjer imamo noter, se pravi, vzorce prepričanja, ki delajo v našo korist in tista, ki so omejujoča. In so spet, kje
pri onem zdravljenju, o katerem sva prej govorila. To je edina blokada, to je edina stvar, ki blokira našo manifestacijo, smo sami. Eno že s strahom, tistega že lahko vidimo, kaj tisto veš, kaj pa če ne bo, predvsem, kadar gre za kaj eksistenčnega in je že konc, ampak spet v spodi so neki vzorci. Drugo so pa čist nezavedne zadeve. Kad ti imaš strast, kad ti veš, da boš, pa se ne zgodi. Enemu drugemu se pa. Kako? Takrat je pa treba pač poiskati. Oziroma, jaz rečem, če gremo v teta stanje zavesti, oziroma v stanje globoke meditacije, in če smo iskreni in gremo te občutke, to, kar si ti prerekel, vizualizacija, se pravi, vizualiziraš to imam, če zbanaliziram, nov avto in pogledaš, kako se počutiš not in si res iskren do svojih občutkov, a so samo pozitivni, ali še kakšen tak, ne zaslužim si, nisem vreden, kaj bo pa mama rekla, če pridem s takim avtom. In tiste je treba poloviti in jih greš lahko še preden ugotoviš, ne deluje, zdaj pa gremo to iskati, zakaj pa moraš iti k nekemu terapeutu, da te pokople, da pokople vzorce, ne da tebe kam zakople. Takrat lahko samo ugotoviš in tisto pozdraviš. In potem se dejansko deluje. Lej, a veš, kakorkoli se sliši po en stran tako malo čirule, čarule rečem jaz vedno. Ja, niso čirule, čarule. Zato, ker je v bistvu vse dejansko povezan z mano, noter pa z mojimi brmini. In jaz imam veliko šolskih primerov, jaz sem to učila in jaz sem učila zato, da sem se sama učila, da sem imela več ljudmi, oni so se pač učili zase, jaz pa od njih. In jaz sem vedno vse, zdaj povej mi, je vse isto, je bilo vse tako, kar si napisal, koliko časa si rabo, kaj je bilo, so prišli nazaj, ne deluje, gremo iskati, zakaj ne deluje in tako naprej. Res, jaz sem to res študirala, ne sicer tako analitično, pa z merjenjem, ampak dejansko sem študirala in dejansko deluje. Veš kaj, nazaj se bom vrnil k temu svojemu vprašanju, ker imam res problem razumeti, kako ne jaz ločem, recimo pri sebi, ker ljudje iščemo užitek, pa srečo, ne? Ja. Sprav ta dva moda. Ja. In to mi v družbi ne znamo ločiti, da sta to različni stvari, ne? Mi mislimo, da je užitek enako sreča, ne? In tudi cela naša družba sloni na tem, ne? Happy meal v McDonald'su. In to ni happiness, to je užitek. Ja. Happy hour, open happiness, Coca-Cola, kako so vsi srečni, kako pijejo Coca-Cola. To je čisti užitek. Ja. To je dopamin, to ni serotonin. Ja. Zdaj pa jaz si želim avto in jaz bi si moral želeti stvari, ki mi dajo več serotonina, se pravi sreče. Avto bi pa lahko bil v nekem momentu užitek. Ja, jaz želim svoj ego, jaz želim Ferrarija ali pa Lamborghinija, da drugi me občudujejo. Točno in jaz imam to nek pain noter. To je pain. Zdaj pa kako pa to dvoje ločiti? Jaz lahko manifestiram avto. Ja, iskren moraš biti do sebe. Okay, se pravi, koliko je noter, zakaj to rabim? Ni narobe Ferrarija manifestirati, če veš zakaj. Razumeš? Lahko je pa že sam problem skodelca navadna, pa isto kupaš zato, ko soseda prišla jutr na čaj, pa se bom postavljala pred nogo, ko imam hudo skodelco. Vedno poiskati, zakaj je tisto, a je to res iskrena želja, ki pokriva neke moje potrebe, pa tudi še po dopaminu, v končni fazi, razumeš? Ja, samo mora biti moralno, ne? Ja. Če pa to v bistvu zaradi nekih notranjih bolečin, je pa to že blokada, ki ti bo blokirala manifestacijo. Oziroma, ni nujno, da ti jo bo vedno. A veš, to je življenje tako naučiti. Ja, življenje je tako v bistvu uganka, to ni tako, da bomo rekli tuf, 1, 2, 3. Mogoče ti bo pa dal tistega Ferrarija, potem si boš pa želel 20-metrsko jahto, in te bo pa tam nek zavintan na poti. A razumeš? Ni tako, da zdaj pa, če si pa nekdo želi Ferrarija, da si bo postavljal, ga pa ne bo dobil. Ja, mogoče ga bo. Zato, ker je treba to njegovo bolečino še bolj ujačati, da bo zares izbruhnila, da bo napenca se gor pojavila, o kateri sem prej govorila. Super, to si... Te zadeve so težke za razložiti, pa mislim, da imamo ljudje vsem zavest, če je to omejeno, da jih tako zelo omejeno razumemo. Sam meni saj ta način filozofije, ki ga imam, mi nekako pije vodo. Tako bom rekla. To meni vse ful smiselno, kar si povedala. Sam, če se vrnemo na to, The Secret, se mi zdi, da je dosti ljudi razumeli na način, kot sem jaz razumel. Se pravi, lahko dobim karkoli želim.
In to je neka privlačna ideja, ne? Zato je knjiga bila verjetno tako uspešna. V bistvu ne, jaz sem velikrat dejala film za gledati pred delavnico, ko so ljudje prišli, kar pogledajte si še ta film. Ker mi je v bistvu knjiga in tisto mi je tako motivacijsko, da ti odpre, a veš, ta pogled, lahko, a ne, samo potem moraš biti, o tem ne govorijo, o vzorcih ne govorijo nič, ne, ki blokirajo to, in o tem v bistvu, da je treba delati. Ne bo ti pred vrata padli jutri. Nekaj moraš narediti potem, a ne? Samo po najkrajši možni poti do tja. Tukaj jaz vidim, da v bistvu, da ti manifestacija deluje, da te po najkrajši možni poti pelje tja. Če jasno definiraš cilje, to je spet čisto zemeljsko, jasno definiraš cilje in pustiš vse možnosti odprte. Se ne obremenjuješ že s potjo na začetku, kako boš prišel do tega cilja. Tako da ni bav, ni čirvlečar, zaradi tega, razumeš? Ampak ja, v končni fazi pa lahko vse, kar si poželiš. Lahko, res lahko. Ker sem bila priča svojim manifestacijam in manifestacijam ljudi, ki jih poznam, in dejansko vse lahko, kar ti je zamisljivo. Če tebi zdaj ni zamisljivo, si ne moreš zmanifestirati. Je to že neka blokada? Ne, cilji morajo biti jasni, realni in zamisljivi. Razumeš, ne? Moj otrok je enkrat bil star 4 leta, pa je manifestiral si kakšen, ne vem, ta avtoček za avgusta, veš, te, ki so... ATM-ka. Neki tacga, ja, kako ga bo imel, pa je skupaj kaj, kako si ti star, ne vem, 6 let, pa se ne smeš voziti. Ja, vsem ga bom si zmanifestiral. In kako pa misliš, da bo to prišlo, ne? Vsaj tako tisto realno, ne? Tukaj pred vrati bo jutri zjutraj. V redu, počakamo, ne? Bomo pogledali, a je pred vrati, je ni. Zato, ker ni realno, ker ti ne smeš voziti avta. To hočem reči, otroke potle lahko tako učiš mal, ne? Da si postavljajo realne cilje. Ampak tako recimo, da si pa otroci nalagajo znanje za v šolo. Ker ti enkrat slišiš eno snov, oziroma kaj enkrat prebereš v možganih, ajtko, če si poslušal. In da je to zdaj treba ponavljati 10krat, 20krat, 30krat. Ponotranjiš, ne? Ne rabiš. Ne rabiš. Ker imaš. Ti moraš samo v bistvu odpreti ta kanal pa reči znam in tiste blokade dati ven in ne rabiš, temu smo pravili nalaganje znanja, ne? In samo naložiš in to je bilo hit, ko so bili otroci mehni, to so se šolci vsi hodili. Kako pa gledaš na šolstvo? Globalno po Sloveniji, pa zahod greva se osredotočiti. Ne ful dobro vidim. Ne ful dobro in ne bi rada pa naredila krivice. Vsi so zaskrbljeni. Ne bi rada naredila kakšne krivice s kakšno tako radikalno izjavo, ne? Ker, a veš, kako je, lahko je biti pameten za stvari, ki jih ne poznaš dobro, ne? Kaj pa enkrat zadeve poznaš, pa veš spet, kaj je realno, pa kaj se da narediti, ne? Ampak recimo bom drugače povedala, moj sin je hodil v srednjo šolo v Ameriko in to se pravi homeschooling. On je bil tam prijavljen, potem je pa skozi potoval z nami, ker mislim, da sta takrat že imela outfit 7 in sva potovala. In sva bila midva njegova domača učitelja, učitelj je imel pa drugače kar po celem svetu, eno v Avstraliji, v Maroku, v Franciji, pa po ZDA in tako naprej. In on je v bistvu naredil srednjo šolo preko 3 letih, zato ker ni hotel imeti počitnice, rekel, jaz imam skozi počitnice. On je v bistvu bil cele dneve na plaži, delal v watersportu, treniral in tako naprej. Zvečer od 8 do 12 je pa res fokusirano delal za šolo. To je 4 ure, to malo kje v navadni šoli doseže, da so res 4 ure fokusiranega dela. On ima izobrazbe splošne. Tako mislim, vsi se skrijemo. Mi smo bili v Koreji, smo se z našim direktorjem tam vozili po Koreji, iz našega ofisa in oni dva debatirata o korejskih generalih. In jaz tako strahom rečem samo, a smo se mi to tudi kdaj učili? Tako reči nikoli. Ja, to je res specifična stvar. Ne, res? In to je bilo toliko, ampak so bile knjige toliko dobre. On se je sam učil. Jaz sem mu prvo leto pomagala, zato ker je bilo način razmišljanja čist drugačen. Mi da so ta prvi mesec oba dva jokala. Zato ker je bilo tam, ko je prebral vsej, kaj misliš, kaj čutiš, a se tebi da kaj tacga v življenju zgodil. In on, kaj je bilo, kaj misliš, je povedal obnovo. Mislim, da to ni to. In pa je bilo jok in pa jaz povem, kaj jaz mislim. Je rekel, isto mislim. Ne misliš isto, kaj jaz.
V bistvu učiti razmišljati ljudi. Vse informacije so danes vse na internetu, vse smo vsi skoraj na internetu, računati nam ni več treba znati. Vse imaš kalkulator na desktopu, na telefonu, posod. Ne nam rekla, da ni treba računati, seveda je treba znati računati osnovne zadeve, ampak naučiti ljudi, otroke razmišljati. Imeti tudi svoje mnenje, naučiti, kaj lahko poveš, kaj ne smeš povedati, ker naš ga so dotočili, ker on je pa rato zelo radikalen in je bil zelo pameten že na koncu in je rekla učiteljica zelo lepo, da tako razmišljaš. Ego se dvigne malo. Ja, ne, potem je rato samozavesten in je videl, da je vse v redu. Če on tako razmišlja, je to njegovo razmišljanje. Pa je rekla učiteljica zelo v redu, ampak tega ne moreš kar povedati, kamorkoli greš. Če bi to povedal zdaj, ne vem, v javnosti, bi te lahko zaprli za tako informacijo, ali pa bi te lahko kaznovali, ali pa bi imel lahko sovražnike. Moraš, na ta način učiti timskega dela, učiti raziskovanja, poiskati informacije, zložiti skupaj, sodelovanje, komunikacija. Jaz mislim, da so to da premalo poudarka. In sem videla tam, da se je dal. Jaz sem potlej tudi z ravnateljico govorila, velikrat so imele, kakor govorilne ure. Pa sem rekla, res imate hude knjige, sem rekla, v Ameriki tako dobro šolstvo. Ne rekla, to je pač pri nas, mi imamo take knjige. Knjige so bile draže kot šolnine. Ja, knjige so bile tako hude, da sem jaz pa jih brala, pa se učila iz njih. Ker so bile, jih nismo niti prodali, smo jih pa dali tukaj po šolah, tistih, ki jih je zanimalo, kako je bilo, so neklejte na dan knjigo, pogledajte. To je bilo recimo... To so učbeniki, ne? Ja, učbeniki, ne so bili učbeniki, ampak recimo zgodovina, pogledaj, ta primer mi je ostal tako lepo v primeru, pa je tak res dober eksempel. Poglavje kapitalizem, komunizem. 100 strani. Ampak to je on predelal v 2 dnevih. To je bilo res tako, ker je imel pač, on je delal tako en predmet na enkrat. Ker mu je bilo veliko boljš, ne tako, kot delajo tako kavaldorske šole, ki delajo po epohah, ker tam v šoli so dovolili, da dela, kakor želi. Pač na koncu, ko ima vse naloge oddane, pač je letnik zaključen. In vprašanja, kaj tebi pomeni beseda komunizem? Kaj tebi pomeni beseda kapitalizem? In še ful takih vprašanj. Pred začetkom poglavja. Potem pa 100 strani snovi. Potem pa še enkrat ista vprašanja. Zdaj pa poglej odgovore, ki si jih imel na začetku, pa zdaj. To je učenje. Da ti vidiš, to sem se naučil. In to ti da motivacijo. Ti v bistvu temu jaz rečem samo motivacija. Ne pa, da je treba, da se uči za oceno. On ni imel ene ocene. Sam naloge so mu ocenili, ker sem jih prej pogledala, pa je lahko popravil in tudi če je dobil, so bila zmenjena A pa B, lahko dobi nekaj tam ABCDF ocene v Ameriki, A pa B lahko dobiš, če pa C pa popravljaš nalogo, da dobiš A pa B, v redu. Sprav mora biti bolj višja stopna znanja, ne morajo te s 50% naprej spustiti, ne? Ne, to so bila midva zmenjena. Midva so bila interno doma zmenjena. Zato, ker ni bilo ocen, pa sta bila. Ja, sva rekla, ne, pa tudi jaz popravljam, ampak je bilo možnost popravljati, ampak to popraviš, ni tako, da kar pustiš, ne. Predvsem pri takih zadevah zgodovina, geografija, angleščina, ker pri matematiki tako sem že jaz pregledala, pa pri fiziki, ne. Koliko je pa star on? Zdaj že pa 24. 24? Ja. Ok, zanimivo. Ja. Meni je bila to taka res zelo, zelo zanimiva izkušnja, kjer vidiš, da se da. Potem recimo, sem tako kot en kamenček navržem, najdla sem pa ta način, v Evropi že okrog 300 šol takih. Najdla sem jih pa v bistvu v knjigi Reinventing Organizations, kjer govori v bistvu, kako organizacijo pripelja do tega, da deluje kot mehanizem, kot organizem, brez managementa. No in tako delujejo šole, že v Nemčiji je zelo velik, kjer v bistvu otrokom načeloma ni treba hoditi v šolo. In ko pridejo v šolo, grejo na tiste predmete, kjer želijo. Ampak zelo hitro se zgodi, tako po enem takem uvajalnem obdobju, da otroci začnejo hoditi na vse predmete, in da so zelo motivirani in da sami prosijo, a pogledamo še to pri matematiki, a se naučimo to, a gremo pri geografiji to gledati. Sami prosijo za snovi, in ker je pa največji paradoks je pa to, da so te šole štartali za te otroke, ki so bili, ki so jih, ko se reče, vrgli ven iz šol. Posebne potrebe ali so ne posebne potrebe, ne, problematični otroci. Problematični, hiperaktivni, težavni otroci, ki so jih vrgli iz šole. Recimo, take otroke, ja, in potem so recimo po en teden sedeli v parku, sploh niso šli noter.
ampak so jih pustili. Učitelj je prišel ven samo, kaj rabaš, in tako naprej. In po prvem uvajalnem obdobju, ki traja tam, ne vem, par tednov, otroci začnejo hoditi, ampak so spoštovani. Ne, pri nas je pa ta problem. Učitelj nima več nobenih kompetenc, pa nobenega v bistvu spoštovanja. V taki poziciji, kot je, ne more priti vas na hajpano razred, pa v bistvu otrok, bi jaz rekla, inspirirati, ker učitelji bi mogli otroke, no to bi bila tudi ena lastnost, učitelji bi mogli otroke inspirirati, motivirati bi se mogli pa naučiti sami že, tam nekje na koncu osnovne šole. Da pa, ko pridejo v podjetje, da ne rab menedžer nekoga motivirati, ampak ga sam navdihne. Motivacijo najde sam, zakaj tam dela, takrat je učinkovit. A ne, te zadeve, tako da ne vem pa, koliko je to realno možno, zato nočem obsojati šolstva tacega, kot je. Sredstva so verjetno problem, ker če je bila to privatna šola, so bili boljši učitelji, bolj plačani, na višjem nivoju je učni načrt. Ja, sam pri nas pa hočejo te vse privatne šole onemogočati v Sloveniji. Aha, onemogočati, da sploh so? Ja. Aha, ok, zanimivo. Oziroma mislim, da je tako nekako, se ne poznam toliko detalj, ampak mislim, da je tako, da ne bi bile več subvencionirane. To se pravi, da so čist privatne, čist plačniške, ker po eni strani meni osebno ni fair, če nek starš dela in plačuje davke, jih plačuje tudi za šolstvo. Ne? V bistvu bi mogel vsak otrok dobiti enak, ne? Pa ne glede na to, na katero šolo hodi. Potem pa, če je boljši program, starši doplačajo, ne? Če to lahko. Se strinjam, ker te programi, ki so veliko boljši, te programi, ki poznam tukaj po Ljubljani, ki so razne ameriške šole, pa tako, pa valdorske, pa Montessorijeve, pa francoska ena, pa tako naprej. Tam je interes, že zato, ker je to profitabilna organizacija, potle na koncu, v bistvu morajo nekako dobiti denar, morajo imeti stranke, se bolj potrudijo. Ker pa pride več do unega paradoksa, ki sva ga imela čist na začetku. Čist lepo sva prišla na okrog. Zdaj, viša se neenakost. Tudi ljudje se skupaj, kako bi rekel, parijo, recimo so skupaj z višjim IQ-om, ker so bolj uspešni, se v firmi spoznajo, imajo otroka z višjim IQ-om, otroku dajo neprimerno boljše šolstvo, ne? In se še tukaj dela neenakost. Ne? Ko bomo pa začeli biohacking delati, recimo, ne? Pa si bo lahko nekdo prvoščil, ne vem, da boš zbral IQ otroka na začetku, zbral višino. Ne? V bistvu pride do nevarnosti, da gre v dve rasi, zaradi kapitalizma, v dve veji, revni pa bogati. Ne? Ja, ena zadeva je še, mogoče, ko sem bila glih pri izobraževanju, brala sem neko knjigo pred leti, pa je čist znanstveno neosnovana. Sam je pa pripeljala do nekega razmišljanja. Tam je pač pisala, da je zavest zmnožek sočutja in intelekta, ki si prej omenil intelekt. In v bistvu sočutni se rodimo, sočutje nam potem bolj obklešejo, bi jaz rekla, z vzgojo, kot ne. Ampak intelekt, z intelektom se pa spet rodiš se lahko z večjim potencialom, ali pa z nižjim potencialom, razvije se pa prve 2 leti. In zdaj nekdo, ki ima višjega in se z otrokom noben ne ukvarja, bo še zmeraj imel visok intelekt. Nekdo, ki ima majhnega, pa mu ga niso v prvih 2 letih potenciala povišali, pa imel pa nizkega. In jaz bi imela porodniško 2 leti dolgo. In mama bi šla po ta prvih parih mesecih, ko se fizično pomore, vsak dan v šolo že z otrokom. In ko otrok spi, se uči, ko je otrok buden, se ukvarja z vsemi temi zadevami. Ko smo bili enkrat na ta Giving Pledge od Billa Gatesa, on potle pripelje tudi razne strokovnjake, ki imajo razna predavanja, in so kazali, da so prav video, te smo gledali in zraven otroke, ki so imeli možganska valovanja. Ko ga mama gleda in ko mama pogleda na telefon. Ko je pogledala na telefon, ni bilo zero. Zanimivo. Koliko je danes tega? Ja. In ko pogledaš noter, minejo minute v trenutku. Tako da v bistvu... A pa otroku daš to? Ja, to je pa še slabše. Ja. Tako da v bistvu, jaz če bi se najprej tega lotila, ko si prej vprašal, kaj bi naredila na podlagi šolstva, jaz bi se tega prvega bi se najprej lotila. Ker naprej se delajo strokovnjaki na tem, po mojem. Pa se trudijo tisto, kar je v okviru zmožnosti. Ja.
Bomo videli, kaj bo. Kar veliko problemov sva opredelila. Ja. Ura je 12:30, koliko imaš še časa? Okay. A lahko par kratkih vprašanj? Okay. Kakšen nasvet bi dala enemu pametnemu, ambicioznemu študentu, ki zdaj študira in vstopa recimo v resnični svet? Da dela tisto, kar si res želi. Tisto, kar ga res želi in kjer res čuti radost in strast. Takrat bo uspešen. Kaj bi pa mogel ignorirati, recimo, od teh glavnih nasvetov, ki jih dobi? Da je treba tisto delati, ker je veliko denarja. Recimo, ena taka zelo klasična je zobar. Če si zobar, boš bogat. Ne zobozdravnik, da ne rečem, da lepo povem. Ampak tako, da delaš tisto, kar te res veseli. Pa tudi, če je to umetnost. A ne, ker umetnost je ponovadi tisto, da je tam pa res ni denar. Če te veseli, res veseli, boš dober umetnik in boš lahko živel od tega. Super. S kom bi šla na večerjo, če ne bi bilo omejitev? Ne? Se pravi, lahko je tudi osebnost, ki ni več živa. Ne? Charlie Chaplin. Okay. Zakaj? Meni je bil tak genij, visoko zavesten genij, ki je umetnik, ampak mislim, da je razumel veliko več kot mi, kot nekateri, oziroma kot večina danes razumemo svet. Sploh ti zgovor v tistem filmu. Pa pesem, ko sem se končno začel imeti rad. Vse imam sabo. Ampak nimajo časa, drugače bi jo prebrala, ker jaz kosno sem sabo, ker mi je to ena taka stvar, ker je tako. Bom po linku, to bom najdel po linku. Dobro. Recimo, bom samo še zadnje vprašanje, bom eno spustil. V kaj verjameš, čemer se večina ljudi ne bi strinjala, ki se ne strinja? A to, da smo sami odgovorni za vse, kar se nam v življenju dogaja. Ok, super. Hvala Iza za vse, kar delaš. Dogodka nisva omenila, ampak bom spodaj po linku na hitro lahko poveva. Dogodek začuti 128. november Hotel Union, v bistvu novodobne organizacije. Kako graditi novodobne organizacije, kaj so oni temelji za uspeh, dejansko za uspeh. Podali bomo smernice in vodila. Ni to instant recept, ni to tisto, da prideš na delavnico in si naslednji dan top 1% uspešnih podjetij na svetu, organizacij na svetu, ampak bomo dejansko podali temelje, ampak to tako z orodji, z vodili, s priporočili, z nasveti, res bo tako zelo, zelo, zelo intenziven dan. Ja, super. Si ti Tanja Skaza, iz Plastike Skaza, Dani Polajnar, Team Building Akademija. Ja. Ok, super, vse bom po linku. Še enkrat hvala za vse, kar delaš. Mislim, da če bi bilo več tega, predvsem z tega altruističnega vidika, da bi gledali za druge, bi bil svet, oziroma bo svet boljši. Tako da hvala, ker promoviraš to idejo. Hvala tudi tebi, da v bistvu promoviraš to idejo. Ja, z veseljem. Super, hvala.